Tokrat pa v tehnovolanu napravi, ki v takšnem vremenu sicer nima pomena, kadar pa pada dež, sneg, muhe, pa ne morete brez. Simon iz Kranja sprašuje, kako lahko pazi na svoje brisalce. Simon, čisto simpel. Na Gorenjskem se v dežju vedno vozimo s sosedovim avtom in tako poskrbimo, da so naši brisalci vedno ok. No, ampak če slučajno tudi naši niso v redu, jih vzamemo z avtomobila drugega soseda. Mislim, sposodimo si jih, no, in ne ukrademo. Brisalci zdržijo najmanj 1 leto, menjamo jih na vsaki 2 leti. Je pa veliko odvisno, koliko bodo zdržali od načina vožnje in načina vzdrževanja vozila. Brisalce morate vklopiti posebej v sušnih obdobjih na vsake toliko časa, da se umazanija, prah spere z njih, da se osvežijo, da se ne deformira naležna površina. Pozimi ravno tako moramo poskrbeti za brisalce zaradi soli, umazanije, raznih derivatov, ki vplivajo. Ob zaključku vožnje brisalce obvezno vklopimo, da se sperejo. Če je mrzlo, jih odmaknemo od šipe, dvignemo, da se ne zamrznejo, da ne uničijo grafitni sloj na brisalcih, ker potem začnejo pokati, skakati, cviliti, puščajo rise, slabo brišejo. Načeloma sredstvo za čiščenje šipe ne uničuje brisalcev, lahko pa se zgodi, če je premočna koncentracija. Ja, brisalci so za nič takrat, ko začnejo puščati sledi za seboj, so glasni, ropotajo, cvilijo. Brisalci stanejo od 15 do 40 evrov z davkom. Ceno lahko izračunate na našem spletnem kalkulatorju Servis Max, kjer vnesete podatke vašega vozila in vam ceno izračuna. Splača se vzeti zaupanja vredno znamko. Obstajajo tudi testi, kjer si lahko pogledate lastnosti brisalcev in se na podlagi tega odločite. Evo, Simon, niso dragi, te ne rabi skrbeti. No, še cenejši pa so, če jih dobiš za rojstni dan ali pa za božička od nekoga, ki ni Gorenjec.